Imaš ti tle igralca, ki igra ta lik in v bistvu realne osebo, ki ne ve, da je on igra ta lik. In v bistvu mi kot občinstvo štekamo, kaj se dogaja, pa ne. No. Namenoma smo šli v prenke, nismo hoteli zaigrati intervjuju, hoteli smo videti v bistvu pristne odzive od gostov, koliko je, če je gost v družbi enega tacga debila, koliko je Rem. Še zmeraj ima znaka, gor Nike, tako je ta črtica oziroma ta kljubica, te so originalne, niso ponarejene. In zaradi tega smo šli v bistvu undercover, kot je tu delal Saša Baron z likom Ali Gija, Borata, Brunota in podobno. Že serija sama po sebi bi bila huda, samo igran del, ampak te intervjuji so pa samo tako češenca na vrh torte res. Jan in Bor sta bila tako dosti skrivnostna glede tega. Nisem imel feelinga, kako bo, ampak ko sem videl, pa je bilo res kako sta se te dva zmislila taka vprašanja. Gledala sva na to, da je Ren nekdo, ki misli, da je ful intelektualc, pa da je ful razgledan, ampak v resnici je pa tako zelo ignorantski in totalno neprofesionalen. Tu recimo, da kar govori neke svoje bizarne zgodbe, ki se sploh ne tičejo zares teme. Moja stara mama je bila doma v hribah in je umrla. Tam imajo pokojnike še v trugah, je pač ta navada, ker pridejo sosedje kropiti in te zadeve. Posta pa prišla dohtar pa pogrebnik, da opravita te formalnosti, ki pridejo pri smrti. Ena od teh je tudi, da pokojniku zavežejo usta zaradi posmrtnih krčev. Jaz sem bil pa tudi tam malo zato, da bom dedka pazil, ki je tisti dan že precej popil. Pa rekel doktor, glejte, vaše soproge bomo zaradi krču zavezali usta. Pa je rekel pol dedek, 20 let prekasno ste prišli. Pa so pa začela iskati goste. Ful je bilo enega researcha, ful sva brskala po YouTube, po vseh socialnih omrežjah. Pa ki sva zbrala, sva jih res, bom rekel, analizirala. Pogledala sva njihove profile, pogledala sva intervjuje njihove z drugih oddaj, članke o njih. In moram reči, da sva jih kar dobro analizirala in potem tudi vedela približno, kako bodo one odreagirali na kakšno stvar, ki jo bo Renato povedal. Če rata drug eksorcista, častim večer. Ok, jaz pa častim, če Dejan dogaja. Če rata tisti oddavnočko. Kako ti častim? Ja, upam, da bo oba.